Dober dan, to je N1 studio. Po še enem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju so znani prvi obrisi napovedane davčne reforme. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, velika večina posameznikov bo imela v denarnici več. A koaliciji je dal tudi dokaj jasno vedeti, potrebe so in bodo večje, kot zberemo z davki. Kako torej zbrati več? Kaj to pomeni za zavezance in za gospodarstvo? Kaj o vladnih načrtih pravi opozicija, ki je prve poteze vlade na področju davkov ostro kritizirala? Z nami v studiu sta poslanka Svobode in podpredsednica odbora za finance, gospa Monika Pekošak. Dober dan, dobrodošli. In poslanec Nove Slovenije in predsednik Komisije za nadzor javnih financ, Jernej Vrtovec. Dobrodošli. Pozdravljeni. Če začneva midva, gospa Pekošak, ta vladna koalicija torej želi sistem pobiranja davkov, če rečem po domače, postaviti na glavo v bistvu. Tudi premier Robert Golob pravi podobno kot minister Boštjančič, po 1. januarju 2024 bo imela večina državljanov ob enakem bruto znesku višjo neto plačo. Kako? Ja, cilj davčne reforme je transparentnost, jasnost in dolgoročnost. To je sedanji cilj. Kako bomo pa to dosegali, bom pa še razložila. Kar izvolite, lahko že kar malo orišete. Sedaj najprej dve poglavji, ki se jih bomo najprej lotili, so seveda dohodnina in pa davek na nepremičnine. Dohodnina je eno izmed področij, kjer smo imeli največ nekih novel na ta zakon. Pravzaprav nam je že kar zmanjkalo črk v samem zakonu, ki bi še označile določene spremembe in je potrebna prenove. Zakon je tudi že zastarel in obravnava nekatera področja na načine, ki za današnji čas niso več primerni. Tako da to je prvo poglavje, ki ga bomo odprli. Menimo ga zaključiti do konca tega leta, se pravi v letu 2024, da bi ga začeli uporabljati. Davek na same nepremičnine pa z letom 2025. Seveda bomo tudi pri sprejemanju teh sprememb transparentni, jasni in bomo vključevali skupine, tako da nič ne bo sprejeto na hitro in brez dogovorov. Ampak to, kar ste v bistvu zdaj povedali, izhaja iz analize stanja, ki jo je v bistvu pripravilo Ministrstvo za finance in vam jo predstavilo. Ampak kaj pa načrti, kako konkretno, recimo, uvedli bi sistem neto razpoložljivega dohodka, v katerem bi se šteli dohodke, torej vse, poleg plače zraven še zdaj neobdavčena povračila za malico in prevoz, regres in drugo, ter socialne transferje, odšteli prispevke in tako dobili potem davčno osnovo, od katere bi obračunali davek v odstotku, ki je določen po dohodninski lestvici. Potem pa bi imeli različne odbitke. Zakaj menite, da je treba vključiti prav vse dohodke? Ja, menimo, da zato, ker osnova za davke je zdaj v bistvu podlaga je plača. Sedaj bi bili pa tudi drugi prihodki, kar menim, da je prav. Ampak zakaj? Če nekdo recimo zasluži nekje minimalno plačo, pa dobiva še zraven javne transfere, je prav, da se tudi ti javni transferi seštevajo v to. A lahko že morda kaj poveste o teh odbitkih, o novih dohodninskih razredih? Ste lahko tu morda malo bolj konkretni? Zakaj bi šli odbitki? Ne morem še biti tu bolj določena zaradi tega, ker to je še vse stvar razprave. Celo leto bomo imeli za to, da bomo razpravljali o davčni reformi, seveda vključevali tudi druge interesne skupine in tudi javnost. Zaradi tega govoriti karkoli bi bilo preuranjeno. Gospod Vrtovec, ker je sedanja koalicija odpravila zakon o dohodnini, ki je bil sprejet v času vaše vlade, ste šli skupaj z SDS celo v ustavno presojo. Kaj na te vladne načrte pravite zdaj? Vas kaj posebej skrbi? Ja, in sicer to, da bi v nasprotju s tem, kar je bilo včeraj povedano, da bi ljudje imeli v denarnicah manj. To nas skrbi, ampak na podlagi tega samo analize, kar smo zdaj priča, nimamo še nobenih pravih osnutkov zakonodaje, težko govorimo, kakšna bo tista ključna smer, katero bo ubrala vlada. So pa določene smernice postavljene. Mene skrbijo v bistvu dve stvari. Prva stvar je tako imenovane davčni odbitki. Tukaj bomo lahko prišli do problema, ko se bo spet prišlo do ideje, da se bo davčno obremenilo tiste, ki so najbolj produktivni, se pravi tiste, ki bojo imeli manjšo splošno olajšavo. Do tega lahko pridemo in na drugi strani te ljudje lahko dobijo svoje priložnosti kjerkoli drugod za mejo, grejo lahko v Avstrijo, v Italijo, ker imajo boljše davčno okolje. Poseben segment, tudi na podlagi tega, kar je kolegica poslanka sedaj govorila, pa so absolutno socialni transferi, da bojo pač obdavčeni,
potni stroški, božičnice in regresi. Bomo pošteni. Ta trenutek mnogo slovenskih ljudi, podjetnikov, ki bi radi nagradili slovenskega delavca, in rečejo, ampak mi imamo tako visoke davke, da v bistvu si tudi ljudje, zaradi tega, ker potem dobijo dražji vrtec, ne želijo dobiti božičnice, ne želijo imeti regresov. Zdaj, če bomo še to obdavčili dodatno, brez da bi naredili ne bistvene stvari, in sicer socialno, davčno in družinsko politiko nekako združili, da bi točno videli, se pravi, razdružili, da bi točno vedeli posamezna družina, koliko zasluži, na kakšen način, in bi pogledali tisti, ki ne zmorejo, imajo večje socialne podpore, tisti, ki pa ne, pa ne. Torej, na ta način, da potem tudi ne prevetrimo socialne in družinske zakonodaje, ne bo šlo, kajti imeli bomo manj v denarnicah, zlasti tisti bojo imeli manj, ki manj zaslužijo in so deležni socialnih transferjev. Mnogo tudi takšnih, veste, ki žal, tudi ta vlada je to naredila in sicer razbremenila delodajalce pri potnih stroških. Mnogo tudi takšnih, ki dajo ljudem, zaradi tega, ker so do zdaj potni stroški, pa to ni prav, ker dajo ljudem večje potne stroške, večji jih izplačujejo, ravno zaradi tega, da si dvigujejo plače. Tukaj je veliko takšnih samostojnih podjetnikov, posameznikov in tako naprej. To seveda ni prav, ampak način, kot je bil predstavljen, ta smernica zagotovo pomenila, da bodo ljudje imeli manj v denarnicah, nasprotno s tem, kar trdi minister. Generalno pa, ta cilj, da bomo mi v naslednjem letu pri tej dinamiki sprejemanja zakonodaje spremenili zakone o dohodnini in razbremenili plače, kot je govoril predsednik vlade, s 1.1.2024. S to dinamiko sprejemanja zakonodaje po rednem postopku je praktično nemogoče, kajti mi bi morali že imeti kakšen zakon v parlamentarni proceduri. Hkrati pa tudi ne verjamem v pogum vladajoče koalicije in poslank in poslancev Državnega zbora, da bodo eno leto pred volitvami rekli slovenskim ljudem, ki imajo nepremičnine, da jih bojo z nepremičninskim davkom obremenili. Ne nasprotujem temu, da tisti ljudje, ki imajo nepremičnino kot naložbo in ne primarne ali pa sekundarne nepremičnine, ampak kot naložbe, da imajo 10 stanovanj v Ljubljani, da morajo prispevati v blagajno. Absolutno morajo, več kot pa tisti drugi. Ampak za prvo pa drugo nepremičnino, absolutno ta bi morala biti neobdavčena. K davku na premoženje in k časovnici seveda še pridemo. Najprej, če lahko gospa Pekošak odgovorite na to, kar pravi gospod Vrtovec, da se njim zdi, da oni sklepajo, ocenjujejo, da bo ljudem v žepih na koncu ostalo manj kot doslej. Glejte, vsaka predvidevanja sedaj so preuranjena, izračunov še ni. Prepričana sem, da kljub temu, če se bo morda plača, regres, prevozni strošek vračunal v bruto ceno, se bo to na drugi strani uredilo z bolj optimalnim, z davčno razbremenitvijo, se pravi s tistim prvim davčnim razredom, ki bo neobdavčen praktično. Govoriti karkoli prej je prehitro. Bistvo Državnega zbora je, da se dogovorimo, da bomo našli neko pravo pot na tem, kako bomo to uredili. Zdaj so neke smernice majčkeno podane, ni pa še nič dogovorjenega. Zasledovati moramo pa seveda nekaj bistvenega, to so javne finance. Če želimo vzdrževati blaginjo države, kakršno imamo sedaj, se pravi vzdrževati neko šolstvo, seveda tudi zdravstvo, ki ga urejamo, zdravstveno reformo, če želimo imeti državo takšno, kot poznamo, potem moramo poskrbeti tudi za javnofinančni vidik. In to pomeni, da boste morali, da bo država morala zbrati več davkov. To je nekako in minister za finance optimizirati tudi povedal. odhodke na drugi strani. To pa delamo z reformami. Sej ne gre samo davčna reforma zdaj v razpravo, grejo še tudi druge reforme. Ampak da kdo bo- bomo ugotovili, kje pa na drugi strani poleg prihodkov lahko tudi znižujemo odhodke. Ampak kdo bo pa plačeval več davkov, če jih moramo zbrati več? Pravite, ljudem bo na koncu ostalo več v žepih, obenem so in bodo potrebe države v naslednjih letih višje. Mi vemo, da imamo najbolj obdavčene plače, hkrati pa najmanj obdavčene nepremičnine. Premoženje, da. Premoženje. Se pravi, šli bomo v to smer. Gospod Vrtovec. To drži. Če pogledate statistiko OECD-ja, so naše plače nadpovprečno obdavčene, smo v samem vrhu. Tukaj ne govorimo še, se pravi, eno je davek, dohodnina, drugo so pa še prispevki.
Se pravi, govorimo o prispevčenju, o vseh davščinah na plače. In tukaj smo res visoko v vrhu. Drugo pa je davek na premoženje, ki pa po vsej statistiki smo nekje pod sredino te lestvice. Ne? Ampak tukaj govorimo o davku na premoženje, se vladajoča koalicija dotika samo davka na nepremičnine. Tukaj moramo biti zelo pazljivi, ko to počnemo. Res zelo pazljivi. Kajti eno so naložbe v nepremičnine, drugo so osnovne nepremičnine za življenje ali pa za prosti čas, ne, ki jo Slovenci imajo kjerkoli po svetu ali pa v soseščini. In tukaj moramo biti zelo pazljivi z enega vidika. Nekdo lahko varčuje in svoj denar privarčuje in ga stavi kot naložba v nepremičnine. Nekdo pa ta isti denar naprimer zapravlja za potovanje ali pa v restauracijah po Sloveniji. Pa povejte mi, na kakšen način in koga nagraditi tukaj noter. Tistega, ki je bil varčevalen za svoje življenje, pokojnino in tako naprej, se pravi kot naložba v nepremičninah, ali tistega, ki ni bil varčen v tem segmentu. In tukaj bo imela vladajoča koalicija pri nepremičninah silno težko nalogo, na kakšen način tudi to obdavčiti in tudi vis-a-vis. Ti lahko imaš v slovenskih Halozah 5 hiš, pa še vedno s temi 5 hišami ne prideš na vrednost enega 120 stanovanja v centru Ljubljane. To stanovanje bo bilo neobdavčeno, se pravi, 3 dodatne hiše nad 2, po nekaterih napovedih iz vrst vlade, pa bojo bile obdavčene. Ni pa vrednost ekvivalentna. Se pravi, poleg nepremičnin pa se tukaj odpira še eno vprašanje, na katerega ne vem, če bo gospa poslanka znala meni to odgovoriti, ali kot premoženje samo nepremičnine, ali tudi ostalo premoženje. Zaenkrat se omenja predvsem nepremičnine, davek na nepremičnine, tudi vi uporabljate to dikcijo, leto 2025 je nekako rok, ampak doslej si še vsaka vlada polomila zobe na tem davku, ustavilo jih tudi Ustavno sodišče zaradi evidenc. Tu spomnimo, da niso štimale. Ali so te torej zdaj urejene, se urejajo, kako bi v bistvu plačevali ta davek? Najprej je bila ideja, da se obdavči vse dodatne nepremičnine, torej tiste poleg naše osnovne, kjer pač bivamo, živimo in tako naprej. Zdaj pa je predlog, da se obdavči vse. Zakaj tu v bistvu ta korak nazaj in kakšen je tu načrt ponovno? Jaz bi tule malo bolj široko povedala, če smem. In sicer, davčna reforma in dohodnina in še marsikaj je potrebna zaradi vse splošne slovenske davčne optimizacije. Mi Slovenci smo zelo dobri v davčni optimizaciji. Se pravi, da najdemo načine, kako se izogibati davkov. In ta zakonodaja trenutno zdaj to še omogoča. In sicer so naložbe v nepremičnine, tu ne gre samo, koliko je kdo varčen, pa koliko ni. Naložbe v nepremičnine so v Sloveniji še vedno zelo ugodne, zaradi tega, ker so praktično neobdavčene. In dejstvo je, da pač davki se plačujejo po višini prihodka, po premoženju. In to področje je treba urediti. Jaz bi bila tudi za, da se ne samo premičnine, ampak tudi nepremičnine, razna plovila in podobno vključijo. Bomo pa videli, pravim, vse je stvar... Da poberemo, se pravičujem, ko vas prekinjam, samo 300 tisoč na leto glede plovil. To je nekako ocena, da ljudje potem raje v drugih državah prijavljajo, ker je bolj ugodna davčna politika in Slovenija potem tu ne zbere prav dosti. Definitivno smo na repu glede pobiranja davkov na tem področju. Seveda pa nepremičnine, v katerih ljudje živimo, bomo pustili, želim si, da jih pustimo nedotaknjene. Aha, torej, da ne bi bile... Ampak, poglejte, zakaj potem premier Golob govori, da v nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ, ki je prihodek občin, ne boste posegali? Zdaj iz koalicije slišimo nekaj presenetljivih glasov, da to ni bilo usklajeno, da v tem ne vedo nič. Kaj je to torej zdaj z NUSZ-em? Ga bo novi davek na nepremičnine nadomestil? Bo to še vedno prihodek občin ali ne več? To še ni dorečeno, jaz o tem še nisem seznanjena, tako da zagotovo bomo vse te informacije podelili v prihodnosti. Gospod Vrtovec? Ne vem, kaj namerava koalicija v bistvu. A potem sploh je kaj dorečeno, bom tako vprašal. In kaj? Ja, poglejte, informacije najprej, zdaj se sistem postavlja in potem je vedno nek normalen potek, da se vključi tudi druge deležnike in da se o tem pogovarjamo. Nič ne bomo naredili na silo in nič svojevoljno. Zagotovo z nekim konsenzom družbe.
A vi, gospod Vrtovec, nasprotujete davku na nepremičnine? Ne, prej ste sami rekli, v Sloveniji je premoženje med manj obdavčenimi na območju EU in OECD-ja. Imate tu vi morda kakšen svoj predlog glede obdavčitve nepremičnin? Zakaj se tu zavzemate? Za obdavčitev v višini NSUZ-ja, ne? Se pravi, da se lahko spremeni ta del zakonodaje, kjer se upošteva NSUZ, ampak ne pa, da se dodatno bremeni ljudi. Gospa Pekošak je eno stvar zelo dobro rekla in prava diagnoza. Ne? In sicer, da v Sloveniji proberemo manj davkov, da nekako je folklora to, da se izogibamo plačevanju davkov. Ampak ključno vprašanje je, zakaj? Moj odgovor je tudi zaradi tega, ker imamo v določenih segmentih na določenih postavkah davke previsoke in se potem temu ljudje izogibajo. Zaradi tega, ker so naše plače preveč obdavčene, ljudje iščejo, da posamezniku izboljšajo plačo, ne da bi dvignili ceno vrtca ali pa da bi potem padel ven iz socialnih transferov, recimo štipendije, dajo večje potne stroške, pa dajo božičnice, pa tako naprej. A se razumemo? Potem pa se išče tukaj te vode in dokler ne bomo mi si priznali, da bodo ljudje lažje plačevali davke, če bodo bili te sprejemljivejši, potem bodo ljudje rekli, ok, tudi moja premičnina bo registrirana v Sloveniji, ne pa v sosednji Hrvaški, pa tako naprej. Zapravi, mi moramo tukaj biti sorazmerni. Vsekakor pa drži potrebe nas, posameznikov, za dobro zdravstvo, za socialno državo, šolstvo, so zelo visoke. In na drugi strani treba to sfinancirati, ampak ne na račun prekomernih obremenitev in gospodarstva in prebivalstva na takšen način, da bo res ljudem ostalo manj. No? Treba biti sorazmeren. Ostalo več, mislite? Ne na takšen način, da bo ostalo manj, kar se lahko zgodi, če bo šli določeni predlogi naprej. Glejte, mi, da se podjetja in tudi delavci poslužujejo kilometrin in vseh možnih obvodov, da ne pridejo do bruto plače, ne? Se pravi, ne vem, da se dogovorijo za neko minimalno bruto plačo in pa hkrati, ne vem, se dogovorijo z delodajalcem to kilometrine. Jaz mislim, da to sistem ne bi smel dopuščati. To je davčna optimizacija, ki jo naš sistem dopušča. In je treba več transparentnosti vnesti v vsa ta področja. Ne sme se ljudi plačevati s kilometrino. Ljudi je treba plačevati s plačo, od katerih se plačajo prispevki in davki, ker samo to je osnova za pokojnino. Danes imamo težave z pokojninami, zaradi tega, ker je eno ogromno število ljudi, ki imajo ekstremno nizke pokojnine, ravno zaradi tega, ker so prejemali prenizke plače v preteklosti. Vse to bo reševala sedanja generacija. In mi moramo narediti prostor, kjer ljudem ne bo več bistveno, koliko je moja bruto plača nizka, pa so visoki dodatki, ampak da bo bistveno, da se bojo mladi že zavzemali in zavedali te davčne, bom rekla, higiene, kar je njim tudi v plus, da bodo želeli imeti bruto plačo boljšo. In zato v bistvu, čeprav razumem, vi pač želite uvesti ta sistem neto razpoložljivega dohodka, zato da je vse v isti malhi in da se potem od tam naprej izračunavajo davščine, gospod Vrtovec. To ni težava. V bistvu to je pravilen način, ne, da bi lahko, da pač potem podpirate to usmeritev vlade, da gre v to smer? Ne, mi smo proti temu, kar je bilo rečeno, da se iščejo krivine, kako ljudem ne da ljudje pač dobijo više plače, plačajo pa manj davka. Ne? In zaradi tega si nabijajo ljudje potne stroške, pa tako dalje. Ne? Absolutno treba to urediti. Ampak je treba biti tukaj, kar sem prej poudaril. Dajmo se poslušati. Sorazmeren, da potem ne pride do prevelikih obdavčitev. A se razumemo? Zaradi tega, da ne bojo ljudje imeli manj. No? Zdaj ljudje tukaj so iznajdljivi in se davčno to optimizira, absolutno, ampak zakaj? Ker imajo na drugi strani preveč obdavčeno prispevčene plače. In tukaj ne bo vladna koalicija, ampak smernic do danes nismo slišali. V tem delu neto razpoložljivega dohodka mora biti koalicija sorazmerna, sicer bomo mi izgubili najboljše kadre ven iz te države. Tega si pa nihče ne želi. Kako boste to preprečili? Jaz se strinjam, da moramo biti sorazmerni. Ja, to bomo preprečili na način, da bomo našli pravo kombinacijo obdavčitve.
Se pravi, da bodo res ljudje plačevali davke po svojih prihodkih in da se bodo zavedali, da s tem, ko plačujejo davke, to ne gre nekam v neka nepovratna sredstva, od katerih nikoli nič nimajo, ampak da se zavedajo, da gre tudi za njihovo blaginjo. V tujini, na primer, ne poznajo regresa, ne poznajo dodatkov, kot so malica in prevoz, ampak je to všteto v bruto plačo, se pogaja že ob sami plači. Seveda bomo pazili, da bo tisti razred, ki bo neobdavčen, ta štartni razred, toliko visok, da ljudje zaradi tega ne bodo zdaj kaznovani. Govori se o meji najnižjih življenjskih stroškov na leto, kar je okoli 8.000 evrov. Lahko potrdite, da je to ta meja, okoli katere se nekako zdaj gibljete za ta nulti razred, tako imenovani? Izračunov še nisem videla in jih z zanimanjem pričakujem in zagotovo jih bom takrat lahko komentirala. A pa pravite, izračunov nimate, a so bile narejene, da vam je znano vsaj neke simulacije, kaj bi pomenilo to za javne finance, kaj za davke, a to finančno ministrstvo ima? Finančno ministrstvo ima. Dejstvo je tudi to, da je bilo prejšnji teden je bil na obisku Evropski komisar za gospodarstvo Gentiloni in je bilo dobro predstavljeno, v katero smer evropske države gredo. Se pravi, da ne bo več takih možnosti zadolževanja, moramo zniževati javni dolg, da bomo morali deficit v proračunu zmanjševati in to ne pomeni nič drugega kot udejanjati reforme in začeti delati na lastni bilanci. Tega zadolževanja pač takega, kot je bilo v časih prejšnje vlade, pa pustimo krize, pa tudi takrat, ko ko se je v bistvu bančna luknja krpala, si Slovenija preprosto ne more več privoščiti. Mi smo zdaj na 74% bruto proizvoda, vemo pa sami, da moramo po Maastrichtu nekje biti na 60%. Ja, pa še vrača se fiskalno pravilo, pa napoveduje ta vlada reforme, pokojninska, premier Golob pravi v skladu s koalicijsko pogodbo po novem letu, da najnižja zajamčena pokojnina za starostno upokojitev ne bo nižja kot 700 evrov. Skratka, želim reči, vse te stvari bodo precej stale. Reforme niso samo plod, bom rekla, koalicijske pogodbe. Reforme so nujne. Reforme so nujne iz naslova načrta za okrevanje. Tukaj Evropska unija daje pač taktirko, da je potrebno uporabljati, da lahko uporabimo ta sredstva samo, če bomo upeljevali reforme. Evropa si želi države, ki bodo stabilne, bolj samooskrbne in bodo sposobne preživeti morebitne naslednje krize. In nas so zdaj zadnje čase stresalo je veliko kriz in moramo pač pripraviti državo na krizne čase tudi z reformami moramo poskrbeti. Že zdaj vemo, moramo pa tudi vedeti, kdo bo vse to plačal, a ne? Seveda moramo vedeti, zato pa, kot pravim, celo leto se bo sprejemala davčna reforma, veliko se bomo pogovarjali, mislim, da smo tudi v preteklosti sprejeli določene zakone, tudi skupaj z opozicijo smo našli dobre rešitve, tako da verjamem, da bomo tudi v tej smeri delovali. Zdaj, gospod Vrtovec, nekako lahko rečemo, da se je že začela zdaj javna razprava o teh predlogih, mogoče tudi s to današnjo debato, začenjajo se tudi usklajevanja. Ali bo Nova Slovenija pri tej konkretni zadevi podala kakšne svoje predloge? Vas je finančno ministrstvo do zdaj morda seznanilo z načrti, vključilo v kakršnikoli meri v ta proces ali nič? Da bi jaz vedel, ne. Morate pa vedeti, da vsaka reforma, ki se dela, je strani odgovorne politike prav, da vključi ne samo Novo Slovenijo, ampak tudi ostale politične stranke, ostale družbene zainteresirane skupine izven meja politike, na primer, in da se na ta način pripravi tako občutljivo reformo, kot je na primer davčna. Zaradi tega pravim, da sedaj bo 9 mesecev obstoječe vlade, 1 leto od volitev, časa zelo zmanjkuje, da ne bo pomote. Do konca mandata je v bistvu 3 leta, 1 leto pred volitvami vemo, kako je delati reformo. Torej, kaj več manevrskega prostora za razpravo, ta bo morala biti zelo hitra, če želimo, oziroma če vladajoča koalicija želi v tem letu sprejeti to davčno reformo. Odvisno pa seveda je, ali bo šlo za določene lepotne popravke, ali pa bo šlo to za res reformo v velikem obsegu. Tudi vidimo, da izračunov še ni, da je to v bistvu samo analiza stanja, kje smo in da bo treba še veliko korakov, da bo morala vlada še veliko korakov napraviti do tega, da bi lahko pa med seboj usklajevan, če smo včeraj poslušali gospod Tanjo Fajon, da bomo lahko prišli
do samih zakonodajnih pobud. Zakaj usklajevan znotraj koalicije? Mene je presenetila izjava predsednice Socialnih demokratov, ko v bistvu je rekla želje SD-ja, da se obdavčijo tudi dodatno kapitalski dobički, davek na kapital, kar pa je res nevarno. Ne? In to je potem minister za finance, ko ga je novinarka, kolegica z radia vprašala, je rekel, kar gospod Fajon vprašajte. A ste o tem sploh že kaj govorili v koaliciji, gospa Pekošak? Jaz osebno ne. Aha, torej pa je po mnenju Svobode, je možno, da bi nekako tu prisluhnili SD-ju, da bi to vključili zraven potem v to davčno reformo? Jaz kot poslanka tole ne morem komentirati, zaradi tega, ker to pač bom seznanjena, če bodo kakšni pogovori. Če bo to kaj sproženo, pa bom zagotovo seznanjena. No, ampak ste že celo življenje, bom rekel, finančnica, s tem se ukvarjate, profesionalno ste se ukvarjali pred nastopom poslanske funkcije. Menite, da je to dobra rešitev ali ne? Ne znam vam odgovoriti, morala bi videti, kaj to pomeni v številkah. Dobro, očitno vam tudi oni še niso čisto točno predstavili teh predlogov. Kaj pa predlogi opozicije? Bodo imeli kakšno možnost za vključitev v končne rešitve? Jih boste vključili v ta proces? Glejte, že v samem procesu, to, kar smo zdaj v teh mesecih sprejemali zakonodajo, se je opozicija vključevala. Nekatere predloge smo sprejeli, smo jih tudi potrdili kot dobre, zato ne vidim razloga, da tudi ne bi še katerih. Zagotovo bomo morali vsi dati svoja znanja na plano, ne glede na to, iz katere stranke smo, in izbrati najboljše in najbolj optimalno. Zdaj, morda za konec ena beseda, dve o časovnici. Takšna je, po podatkih z finančnega ministrstva, april do junij pogajanja, julij do oktober zakonodajni proces, september do december implementacija in 1.1.24, kar se tiče tega neto razpoložljivega dohodka, ne še davka na premoženje, potem uporaba, začetek uporabe. Kako realno je to po vaše, gospod Vrtovec? Prej ste že izražali neke pomisleke. Težko bo šlo to. Jaz mislim, da želim si, da pač ne glede na to, kaj želi vlada pripraviti, da imamo realne okvirje, zlasti zaradi tega, ker moramo imeti davčno predvidljivo okolje. Ne? Da ne bomo čakali do konca leta s sprejemom zakonodaje in potem vrat na nos bodo bili mnogi presenečeni, kako bo, ali pa temu tako ne bo. Veste, da se pri nas zakonodaja sprejema pa zelo dolgo, ne? Da imamo sam reden postopek v parlamentu, pa potem še en kup stvari, ki lahko določen zakon zaustavijo. Ampak to govorim pač tudi iz lastnih izkušenj, ne da bi opozarjal, kaj se bo zgodilo do čim te zakonodaje. Ne? Ampak optimistična časovnica, zdaj, če bo vladi to uspelo, v redu. Ne? Zdaj, odvisen, kakšen bo predlog zakonodaje, da bom lahko rekel, da je to v redu, če bo vladi uspelo. A je to zaveza, gospa Pekošak, ta časovnica, kot sem jo navedel, je to zdaj fiksno ali se bo tudi to premikalo, ker ne vem, reforma pravosodja je ministrica Švarc Pipan iz meseca v mesec, zdaj januar, potem februar, potem marec, tudi pri zdravstvu se vse skupaj zamika, se bo tudi tu zamaknilo, je to zdaj fiksno? Glejte, mi želimo, da bi tako bilo. Tako smo si postavili časovni načrt. Seveda pa je odvisno dejansko, kdaj se bo to upeljalo oziroma sprejelo, od mnogih dejavnikov. Se pravi, tudi od tega, koliko bo opozicijska stran pripravljena sodelovati v resnici, koliko pač se bojo nabirale predvolilne točke. Skratka, tu ne morem dati nekih jasnih odgovorov, želim si pa, da bi res lahko šli po tej časovnici. In če bo manj, ko bo ovir, boljši dogovor, kot bomo našli, seveda vse odvisno tudi iz računov, ki jih tudi jaz nestrpno pričakujem, lažje bo. Ja, v bistvu, gospod Vrtovec, kot da je žogico nekako tudi k vam poslala gospa Pekošak, če tudi od opozicije je odvisno, ali bo nekako, če rečem tako, metala polena pod noge vladi pri tem ali ne? Jaz sem razumel, gospod Pekošak, da bo odvisno tudi od izračunov. Glejte, mi se pogovarjamo o časovnici, nimamo pa izračunov, no. Dajmo pa dobili izračune. Kdaj pa jih boste dobili, jaz vam kaj rekli? Zelo kratkem. Aha, to pomeni še ta mesec? Ne morem vam to odgovoriti. To je bolj vprašanje za ministra. Če mi nimamo izračunov, hkrati pa govorimo, da se bo začela pogajanja marca, povejte, v čem se bo vlada pogajala, če nimamo izračunov. Mislim, jaz jih bi tudi čim prej videl, da lahko kot opozicijska stranka lahko tvorno pripravimo svoje predloge, da izboljšamo recimo omenjen zakon, ampak
Zaradi tega govorimo o časovnici, da je zelo optimistična, verjamem pa, da se lahko zgodi marsikaj, pa bo vlada to sprejela čez. Seveda si želim, da sprejme čez, če bo zakon dober. Dobro, za danes hvala lepa, seveda tudi mi nestrpno čakamo te izračune. Spoštovana poslanca, gospod Jernej Vrtovec, gospa Monika Pekovšak, najlepša hvala, da ste prišla na NN. Hvala vam. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost in ob tem naj povem, da smo zelo podrobno o vseh teh stvareh, tudi o časovnici, o načrtih, izračunih, povprašali ministra za finance Klemna Boštjančiča, z njim se je pogovarjala naša novinarka Andreja Lončar in ta intervju objavimo na nnainfo.si še to soboto, torej vabljeni k branju. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.